Ukrivljen hrbet, deformirane roke in dlani, okrepljena notranja veka. Bomo ljudje leta 3000 res videti tako? Pa leta 10 000 ali čez 2 milijona let bomo res videti tako, kot si danes nekateri predstavljajo zunajzemeljska bitja, ali gre le za znanstveno fantastiko? Biotehnologija je že tako daleč, da si bomo lahko kmalu izbirali gensko zasnovo naših otrok, če bomo imeli denar. Revni pa bi lahko kmalu postali le bazen rezervnih delov za bogate. Si tega želimo? Raziskovalci v nekem ameriškem telekomunikacijskem podjetju so s pomočjo umetne inteligence predstavili model Mindy, ki naj bi predstavljala človeka leta 3000, glede na naše sedanje navade. Ideja za tem modelom je, da bi se ljudje zamislili nad svojo pogosto pretirano uporabo telefonov, znanstveno pa nima nobene osnove. Evolucija namreč ne poteka tako hitro. Do leta 3000 se bo zgodilo marsikaj, vendar ne tako, kot kaže ta model, pojasnjuje profesor evolucije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, dr. Peter Trontelj. Tiste čudne podobe sključenih ljudi s ploščato lobanjo in zamegljenimi očmi, zato ker predolgo gledajo v zaslone, zagotovo niso realne. Že zato, ker bodo kmalu ravno te naprave, ki zdaj tako grobo vplivajo na naša telesa, postale veliko bolj človeku prijazne in ergonomske, dodaja. Ne, zagotovo način življenja ne usmerja mutacij, ki je potrebna za evolucijski razvoj, zato pa vpliva na naš osebni, psihični in fizični razvoj. Dobar dan. Živjo. Živjo. Kaj bo dobrega? Ker ne želim postati skrivenčena pokveka, sem se obrnila na strokovnjake v kliniki 360 v Ljubljani. Verjetno ne boš prej, da malo testiramo, da vidimo, kje si zdaj. Najbolj, da sem malo preoblečen, ne? Ja, bi bilo super, neka športna oblačila. Ok, grem se jaz preobleči. Prosim. Evo me. Super, zrihtana. Ja. Jaz priporočam, naj grejo kar tukaj do te stene, ker raba eno ravno površino, pa se boš ti s hrbtom obrnala proti steni. Moja drža je zaradi sedenja za računalnikom in sklanjanja na telefon že problematična. Zdaj počasi dvigneš gor roko, pa vidva, do kje prideš. Ok, ta je boljš. Ok. Zelo enostavno sva preverila tudi gibljivost. In grejo. Super. Ta gibljivost je pa zelo v redu. Vaje proti zgrbljenosti lahko zelo enostavno naredimo doma, brez dragih naprav. To stvar počnemo tudi za brisačo doma. Za nekaj jo zahakljamo, lahko isto delamo. Ramena dol, lopatice skupaj in potem začneš vleči. Super. To je to. In pol ne spustiš, ne? Ne spustiš, ja. Super. Drugo vajo lahko delamo tudi v službi. Z rokami za vratom potiskamo dol, z glavo pa nazaj. Potisneš in spustiš, malo spustiš, delajo ponovitve, a ne? In še na tleh. Aktivno raste, kjer boš ti stegnala levo roko naprej in desno nogo nazaj. Super. Pa greš dol. Pa še? Bo naredila en tak fajn razteg hrbtenice, kjer boš z izdihom usločila telo, z vdihom ga pa iztegneš in pogledaš visoko proti stropu. Znanost zna z našimi telesi že danes narediti marsikaj, veliko težje pa posegamo v naš ključni organ, možgane. Ti se lahko silno hitro prilagodijo, ne da bi se spremenila njihova velikost ali oblika, pojasnjuje nevrolog dr. Zvezdan Pirtošek. Ta proces se imenuje nevroplastičnost in pravzaprav, ko bomo mi dokončala tale najin intervju, vaši možgani in moji možgani ne bodo enaki, kot so bili pred intervjujem. In glede na to, da so se naši možgani zadnjih 11 000 let zmanjševali, lahko to pričakujemo tudi v bodoče. To lahko razumemo tudi kot morda proces degeneracije in propada. Vendar je močnejša teorija tista, ki pravi, da bomo mi možgane drugače uporabljali. Zaenkrat se zdi, da se nam krepi del možganov, ki temelji na povezovanju, abstraktnem razmišljanju, na predvidevanju, predvsem pa na socialnem povezovanju. Del katerega je lahko tudi empatija, del katerega je lahko tudi zlobno načrtovanje, kako recimo narediti genocid ali kaj takega.
Videti torej verjetno ne bomo kot vesoljci. Vendar pa nam lahko poznavanje pogojev v vesolju in odziva naših teles na bivanje v vesolju ogromno pove tudi o naši prihodnosti na Zemlji. Tovrstne raziskave izvajajo v planici. Za človeška telesa ni tako nevarno biti v vesolju, kot je nevarno vračanje na zemeljsko težnost, pojasnjuje vodja laboratorija za vesoljsko fiziologijo na Inštitutu Jožef Štefan, dr. Igor Mekjavič. Ključen del priprav pa so številni testi. Ker brez zdravstvenega pregleda ne moremo v centrifugo, smo opravili nekaj drugih. Na primer, moč mišic na nogah. Bi izgubili recimo tudi do 20% mišične moči. Zavisi od časa, ki je bil v vesolju. 2, 1, kick. Super easy. Keep going, keep going, keep going, stop. Excellent. Osnovni namen je ugotoviti, kako doseči, da bodo astronavti po 9 mesecih poti do Marsa tam sposobni opravljati svoje naloge. Te ugotovitve pa nam bodo koristile tudi na Zemlji. Demo. Še. The muscle strength is okay for spaceflight. Perfect. Velika težava v vesolju je izguba kostne mase. Na Zemlji to jasno poznamo kot osteoporozo. Če bi lahko preprečili to, za vesoljce jasno bi bilo to ogromnega značaja in pomena za Zemljane. To med drugim merijo s tako imenovanim DEXA skenom, ki posname sestavo celotnega telesa. Naš cilj je, da se ne spreminja maščobni del telesa, vemo pa, da se bo spreminjal, recimo, da se bodo mišice spreminjale, da bomo izgubljali mišično maso. Zmogljivost srčno-žilnega sistema, da vzdržuje normalni krvni tlak, pa merijo z nagibanjem telesa v posebni škatli, ki so jo sami izdelali. Zite glav, da se ne boste udarili. Sem za vesolje? Še naprej, tako. Če se boste počutili, ne vem, da omotično ali pa karkoli nam morate povedati. Zgleda zelo naivno, ampak če pasivno dvignete človeka, imate drugačen občutek, kot pa če aktivno vstanete, prav? 2, 1, zdaj. Kakšen drugačen občutek, kot pa če bi aktivno vstali? Ja, kot da bi šla teža dol malo. Ja. Kot da je šla teža v noge. Tako. Sodobni način življenja ima že zdaj veliko zdravstvenih posledic tudi na otroke, pojasnjuje pediater dr. Primož Kotnik. Otroci imajo slabše razvite mišiče, imajo več težav z skeletno-mišičnim sistemom, v smislu slabe drže, naprimer. Pa težave z duševnim zdravjem. V smislu motnje pozornosti, anksioznosti, depresivnosti. Težave povezane z onesnaženjem okolja. Pogostejše težave z dihali, naprimer. Se pa tudi že pojavljajo poročila o zmanjšanju plodnosti pri dečkih predvsem. Že zgodaj zaznavajo zaplete zaradi debelosti, naprimer. Epidemije, kot je bila epidemija covida, sicer kažejo, da lahko tudi okužbe zelo hitro postanejo glavni zdravstveni problem, vendar pa bi lahko bili sčasoma zaradi razpoložljivosti boljših in dostopnejših cepiv bolj odporni tudi na infekcijske bolezni, menijo vrhunski mednarodni strokovnjaki, ki so se na to temo nedavno mudili na Inštitutu Jožef Štefan. At the same time, unfortunately, we will most likely have a constantly increasing number of contact with new viruses because of the way we live, climate change, consumption of natural materials, globalization. Dolgoročno pa prihodnost vidijo v personaliziranih cepivih, ki bi jih razvijali na osnovi imunskega sistema vsakega posameznika. In order to allow for the maximum efficacy, but also maximum safety. Če želimo in si lahko to privoščimo, pa so poleg telovadbe in zdrave prehrane na voljo tudi drugi načini krepitve odpornosti in zdravja, naprimer kriokomora. Enkrat sem bila v ledeni kopeli, ne? Pa odločno, Prav, super ti gre. počasi, lepo. Bravo. Umiraš dih skozi nos. Probava ostati čim bolj mirna, probamo ta dih umiriti. Evo, tukaj sva že zdaj v tej fazi, ko je zadeva postala lažja. Date še tole. Popolnoma enak učinek. Tukaj je ta občutek malo manj intenziven, učinek je pa enak. Za ljudi, ki imajo zaradi življenjskega sloga težave z bolečinami, pa je na voljo tudi kisikova komora. Bolj je dobra za mentalni fokus, recimo. Kakšni bomo ljudje leta 3000? Recimo, čez slabih 1000 let.
Ojoj, meni se zdi, da ljudi ne bo več leta 3000. Jaz upam, da bomo. Ne morem si predstavljati. To ni Jezus ni povedal tako. Zate imam eno vprašanje. Zanima me leta 3000 in povej mi, kakšen bo takrat seks in kako bo seks izgledal. Morda bo veliko bolj virtualno, morda bolj integrirano s tehnologijo. Filozofa dr. Petra Klepca smo prosili, naj umetni inteligenci postavi nekaj vprašanj o prihodnosti po svoji izbiri. Potem mi povej, a bo družba bolj pravična ali ne. Upam, da bo družba bolj pravična, ampak je odvisna od tega, kakšne odločitve, politike in vrednote bomo gradili zdaj. Kaj pa človeštvo? Človeštvo bo verjetno še vedno preživelo. That's the question I was wondering if we're surviving. I'm not optimistic on this. Prihodnost je težko misliti, zlasti danes, ko se zdi, da bo v kratkem, po domače rečeno, konec sveta. Prva stvar je to, da danes živimo na nek način v času po katastrofi, ampak to ne pomeni, da je katastrofa že mimo, ampak se skozi pripravljamo na katastrofo. Ne? Se pravi, odlašamo. Drugo, živimo v enem zelo hudem času, ki ga zaznamujejo tudi čisto resno utemeljeni strahovi pred vojnami širših razsežnosti ali pa katastrofami. Ne? Pozabljamo pa, da se je že leta 1947 pojavila tako imenovana ura sodnega dne, ki je takrat kazala 7 minut pred katastrofo. Danes kaže 85 sekund do katastrofe. Kot tretje pa dr. Klepec izpostavlja časovni razpon. Dajmo si predstavljati, kaj pomeni leto 3000. Kako si lahko to predstavljamo, da pogledamo nazaj? Kje bo človeštvo leta 1000? Ok, po enem vidiku nismo bili prav daleč. Ne? Takrat so se začele te svete križarske vojne in ta vojna, ki je danes z Iranom, ima elemente križarske vojne, tehnološko in družbeno gledano, pa tega ne moramo primerjati. A lot of like skiffy things, such as like the VR headset, but they are integrated to the body. I think maybe some exoskeletons as well. 3000. Si jaz programirani, ne? Kakšen čip bomo imeli? Maybe a bit more like robots. I think AI will take an important place then. Ne glede na to, koliko škode si sami naredimo z načinom življenja, pa posledice niso dedne. Naslednja generacija bo imela spet enako možnost kot katerakoli druga, da postanejo zdravi, atletsko grajeni in imajo zdrav vid. Naš osnovni genetski program se ne bo zaradi tega nič spremenil. Se pa lahko nekatere genske predispozicije hitreje izrazijo zaradi okolja oziroma zaradi življenjskega sloga tudi staršev. Se prerazvijajo težave v smislu nekih presnovnih bolezni, kot so recimo sladkorna bolezen tipa 2, zgodnejše srčno-žilnostne bolezni, zgodnejše težave povezane z aterosklerozo. Že zdaj izgubljamo sposobnost poglobljene tišine, pozornosti, kar močno vpliva na spomin in tudi odvisnosti. Pojavlja se dramatičen porast kratkovidnosti pri otrocih, vendar pa ne drži, da so otroci vedno manj inteligentni. Jaz kot nevrolog bi dvomil, da postajamo kot bitja manj inteligentni, postajamo pa drugače inteligentni. Tudi trditev, da zaradi zaslonov postajamo ljudje bolj dementni, je navaden urbani mit. Dementni pa zaradi uporabe digitalnih medijev ne bomo. Pa vendar bomo sčasoma ljudje drugačni, predvsem zaradi preseljevanja, migracij, ki so sedaj najmočnejši evolucijski dejavnik. V povprečju bomo malce nižji kot zdaj. Malo temnejša koža kot je naša, malo temnejši lasje kot so v povprečju naši, ampak tudi malo svetlejši kot so mogoče kje bolj v ekvatorialnih predeljih. To je tista glavna sprememba, ki se bo zgodila. Bo pa seveda vse bolj vplivala biotehnologija, ko bomo lahko sami izbirali dedni material za svoje potomce, ustvarjali dizajnerske otroke, tako rekoč. Bo na koncu tako, da bodo predvsem bogati lahko že po katalogu si izbrali lastnosti. Te možnosti seveda so moralno sporne, zdijo se že na dosegu roke. Večina ljudi se že nekaj časa zaveda, da je človek kot tak postal ne samo zamenljiv, ampak odvečen, pravi dr. Klepec. Velik problem danes je pravzaprav sama ta ideja, da smo pravzaprav lahko ljudje rezervoar za rezervnih delov, za kakšne bogatejše.
Vse to ni več utopija, ampak je kar realnost. Včasih smo imeli vizionarje, kot je bil Nikola Tesla, ki si je predstavljal, da bomo vsi imeli brezplačno elektriko. Današnji vizionarji so bogataši, naprimer Elon Musk. To je vizionar, ki se seveda svojim zasebni lastnini ne bo odpovedal. Nasprotno, vse bo naredil zato, da bo dobil podporo države, torej podporo drugih ljudi, da bo lahko enkrat človeštvo odpotovalo na Mars, ampak tam na Marsu ne bo človeštvo, tam bojo pač privatni ljudje, se pravi Elon Musk, ki bo iz tega koval dobiček. Najmanj, kar lahko sami storimo, je, da poskrbimo za svojo držo s preprostimi triki. Vsakokrat, ko greš skozi kjerkoli vrata, ko stopiš skozi, se samo ravno postaviš in greš naprej. To bo tvoje telo zelo hitro sprogramiralo, da se boš avtomatsko začela bolj pravilno držati. Redno gibanje je osnova, hkrati pa tudi pravilna prehrana. In tudi pri tem nam lahko pomaga tehnologija. Če veliko sedimo, pokurimo zelo malo kalorij. Zdaj obstaja en način, s katerim mi lahko zelo natančno zmerimo, koliko je tvoj bazični metabolizem, se pravi, koliko tvoje telo pokuri v mirovanju kalorij. In katera hranila primarno kuri. Ne drži namreč, da je kar za vse najbolje, da uživajo naprimer pretežno beljakovine. In to je en ful preprost test, ki ga izvajamo 30 minut, s tem, da ti samo ležiš, mi ti merimo puls, dihaš v ta spirometer. Na osnovi rezultatov pa izdelajo povsem personaliziran načrt prehrane in vadbe. Vsak od nas je drugačen, se pravi, ta personalizacija je izjemno pomembna. Če res hočeš doseči nek rezultat. K temu vodijo tudi vesoljske raziskave. Ekipa dr. Mekjaviča v okviru evropskega projekta razvija senzorje, nosljivo tehnologijo, ki bi nam sproti, neinvazivno, že na analizi znoja dostavljala informacije o sestavi telesa. In tako bi že brez analize krvi pravočasno vedeli, če se nam obeta diabetes ali druge presnovne ali srčno-žilne težave. Se mi zdi, da bo zdravstvo raje plačalo teh 200-300 evrov za te senzorje, kot pa potem, da mora plačevati zdravljenje, ki bo veliko dražje. In to je ta sprememba v razmišljanju. Gibanje je nujno za vse, če ne želimo postati pokveke. Kot vesoljci pa zelo verjetno nikoli ne bomo videti. Vprašanje pa je, kako zdravi bomo, kako dolgo bomo živeli in kdo si bo lahko privoščil vse, kar nam tehnologija že in nam še bo omogočala.